Spoštovani, vstopili smo v postni čas, ko bolj poglobljeno premišljujemo o Bogu, sebi, bližnjih in svetu. Čeprav nam je Bog namenoma pustil prostor za iskreno nevero, vsi instinktivno vemo, da ga v negotovem in kaotičnem svetu nujno potrebujemo. Bog, ki ga iščemo, neskončno išče nas. Postni čas prvenstveno ni namenjen navznoter, utrjevanju odnosa z Bogom, ampak je namenjen predvsem navzven, utrjevanju odnosa s svojim bližnjim. To ni čas odmika od sveta zaradi zdržnosti, ampak vključitev v svet z molitvijo, postom in dobrodelnostjo. Ne zato, da izpolnimo predpis cerkve, živimo bolj zdravo, si pridobimo naklonjenost pri Bogu, se s postom hvalisamo in napenjamo svoje duhovne mišice. Postni čas je poziv k spreobrnjenju srca, da bi na veliko noč spoznali, da Kristusov grob ni bil odprt zato, da bi lahko Kristus iz njega izstopil, ampak zato, da lahko mi vanj vstopimo in se prepričamo, da je grob prazen, da je smrt mrtva. Sporočilo posta je vedno sporočilo svobode. Človeštvo trpi. Ranjeno je zaradi nasilja, zlorab, korupcije, krivic. Tudi narava trpi. Post spodbuja tudi ekološko ozaveščenost. V postnem času naredimo prostor za Božjo besedo. Ugasnimo televizijo in odprimo Sveto pismo. Vsaj delno se ločimo od digitalnega zastrupljanja in plasiranih informacij in se povežimo z Evangelijem. Rednejše prihajajmo v cerkev. Post je duhovna disciplina. Odpovejmo se svojim idolom, predsodkom in priučenim slabim navadam. Očistimo se od verbalnega nasilja, žaljivk in laži z interneta. Post je namenjen čiščenju hiše srca in družbe. Ne pometimo le pajčevine, ampak ubijmo pajka, ki pajčevino vedno znova ustvarja. Osvobodimo se krempljev potrošništva, sebičnosti, nehvaležnosti, nezadovoljstva, brezbožnosti. Post je namenjen iskanju lepote, miru, ubranosti, sočutja, odpuščanja, bližine, topline, odnosa, svetosti, ljubezni. Nobeno dejanje, kreposti ne more biti veliko, če mu ne sledi korist za druge. Ljubezen do Boga in ljubezen do bližnjega je ista ljubezen. Puščava posta ne pomeni odsotnosti ljudi, ampak pomeni Božjo prisotnost. Jezus je na lesu križa gorel od ljubezni. Kdor želi spremeniti svoje telo, se lahko odpove alkoholu, kajenju in sladkarijam. Kdor želi spremeniti svoje srce, pa potrebuje težji post. Edinstvena božanska ljubezen zahteva naše življenje, dušo, duha, zahteva naše vse. To je osvoboditev. V postnem času lahko ugotovimo, česa je zares lačna naša duša. Samo tisti, ki se poskuša upreti skušnjavi, ve, kako močna je. Moč vojske ugotovimo tako, da se proti njej borimo, ne pa, da se ji predamo. Moč vetra ugotovimo tako, da hodimo proti njemu, ne pa, da ležemo na tla. Pri tem nismo sami. Kajti poznamo solidarnost našega velikega duhovnika Jezusa Kristusa, ki z nami sočustvuje
in pozna človeško šibkost in preizkušnjo, ker jo je sam izkusil in nas ne obsoja. Bral sem o dečku, ki je opazil napis Kužki na prodaj. Vprašal je: Gospod, koliko želite za mladiče? 100 evrov, sinko. Dečkov obraz se je povesil. No, gospod, ali bi jih lahko vsaj videl? Moški je zažvižgal in izza vogala je prišla psička, za njo pa 4 ljubki kužki, ki so mahali z repki in veselo cvilili. Nato je izza vogala prišel še en kuža, ki je vlekel zadnjo nogo. Kaj je narobe s tem kužkom, gospod? Je vprašal deček. No, sinko, ta mladiček je pohabljen. Veterinar je ugotovil, da ima prizadet kolk. Moški je bil presenečen, ker je deček rekel: Točno tega kužka hočem imeti. Ali vam lahko zanj odplačujem tedensko? Lastnik je odgovoril: Mislim, da ne razumeš. Ta mladiček ne bo nikoli mogel pravilno hoditi in teči. Vedno bo invalid. Zakaj si želiš takšnega kužka? Nato je deček potegnil svojo hlačnico navzgor in pokazal svojo nožno podkolensko protezo. Tudi jaz ne morem pravilno hoditi. Ta kuža bo potreboval veliko ljubezni in razumevanja. Ni lahko biti pohabljen. Moški je rekel: Kužka ti podarim zastonj. Vem, da boš zanj dobro skrbel in bosta zvesta prijatelja. Ta zgodba izkazuje, kakšno je Božje sočutje do nas. Ker je Božji sin postal človek in je pretrpel vse, kar doživljamo, sočustvuje z nami. Takšnega Boga ni nikjer. Postni čas nas na to spomni, saj je tudi sam izkusil 40-dnevni post v puščavi in se uprl skušnjavi. Želim vam blagoslovljen postni čas, Božji mir in vse dobro.